Trenutno ni za COVID-19 nobenih znanih specifičnih zdravil, ki bi delovale, da bi mi vedeli, da so zelo učinkovita. Tako da predvsem podporno zdravljenje je tukaj na prvem mestu, se pravi, da damo bolniku kisik, da jih ne preveč nalivamo s tekočinami, in da znižujemo telesno temperaturo. Potem je pa seveda možnost, da se določenim bolnikom v zelo izbranih indikacijah po individualni presoji več zdravnikov, ki so večinoma infektologi, lahko uvede poskus zdravljenja z zdravili, ki so pa že znana, se pravi, so že v uporabi za druge indikacije. Recimo najbolj se omenja klorokin in hidroksiklorokin, ki se uporabljata, v bistvu sta stari zdravili. Klorokin se je uporabljal za zdravljenje malarije, sedaj se pa pravzaprav obe zdravili uporabljata za avtoimune bolezni. In pa seveda zdravilo, ki se je včasih uporabljalo za zdravljenje HIV. To je lopinavir, ritonavir, zaviralec HIV proteaze. V kombinaciji se to trenutno predpisuje, ne vemo pa, če je učinkovito. To je v bistvu poskus zdravljenja. Tukaj nas zelo omejujejo kontraindikacije, če imajo določena zdravila, določene bolezenska stanja, pri katerih teh zdravil ne morejo prejemati, tako da za vsakega pacienta posebej se pa pravzaprav individualno odločimo. Ne, ker pravzaprav tudi za ta zdravila, imamo podatke iz in vitro, se pravi, podatke na celicah, imamo nekaj podatkov iz sorodnih virusov, v bistvu pravzaprav podatki študij na živalih. Zelo v omejenem obsegu za hidroksiklorokin in klorokin so podatki iz študij na ljudeh. Tudi z boleznijo COVID-19, za pravzaprav lopinavir, ritonavir, pa se je izkazalo v nedavno objavljeni študiji, da pravzaprav pri tistih, ki so zelo dolgo časa že bolni, nič ne pomaga. Ne vemo pa, kaj pa pri tistih, ki so pravzaprav bolni recimo 1 do 2 dni, tako da pri takih še vedno dajemo. To je pravzaprav, če mislite na Discovery, to je pravzaprav se pri nas že uporablja, se pravi ritonavir, lopinavir v kombinaciji s klorokinom oziroma hidroksiklorokinom, ki sta pravzaprav v tej indikaciji izmenljiva, ker je en analog drugega, sicer manj strupen, je hidroksiklorokin, kot je klorokin. Tako da to mi pravzaprav že uporabljamo. Tudi v bistvu neko tako poskusno zdravilo, ki še ni registrirano, je remdesivir, ki se ga pri nas daje izključno v intenzivnih enotah, in sicer na ime bolnika, ker je zdravilo šele v 3. fazi. Pri nas se v to klinično študijo še nismo vključili, tudi v klinične študije z remdesivirjem se ne moremo vključiti, ker potekajo študije na Kitajskem in pa v ZDA in pa pričakujemo rezultate teh študij. Tako da tudi za to zdravilo pravzaprav zaenkrat ne vemo, kako deluje. Bolnik, ki to zdravilo prejema, je boljši, ampak težko pa reči, ali je boljši zaradi zdravila ali zaradi tega, ker bolezen tako poteka in je pač podporno zdravljenje tako dobro. Zaenkrat smo zelo primerljivi tako z Nizozemsko, Belgijo, Francijo, Italijo in Anglijo, smo tudi s strokovnjaki v stalni navezi, tudi preko določenih povezav, ki jih imamo, tudi čisto popolnoma neformalnih, tudi preko konferenc. Tako da kar se tega tiče, smo pravzaprav na enakem nivoju kot v Evropi. Dogovarjamo se pa seveda še, da bi mogoče kakšno azijsko zdravilo mogoče uvozili k nam, ki pa pri nas ni registrirano, Zelo veliko je kandidatov, zelo malo je znanega, kaj od teh kandidatnih zdravil je pravzaprav učinkovito, tako da bo pravzaprav čas šele pokazal. Se pravi, remdesivir se pri nas že uporablja, prvi bolnik je to že dobil, tudi naslednji bolniki, če bo indikacija, v bistvu bojo lahko to prejeli v intenzivni enoti. Hidroksiklorokin, sedaj uporabljamo pač klorokin, ker je ta na voljo, ko bo na voljo hidroksiklorokin, ko bo klorokina zmanjkalo, bomo pač uporabljali hidroksiklorokin.
Ja, iz vseh strani pravzaprav prihajajo različni nasveti z dobrimi nameni in mi to seveda smo zelo hvaležni za te nasvete. Žal pa smo tudi mi nekako en mesec pred vso ostalo, bi rekla, raziskovalno srenjo, ker pač mi to že spremljamo en mesec, ker že vemo, kaj se bo pripravljalo, a ne. Tako da smo že v navezi, poznamo ta zdravila, poznamo ta zdravljenja, poznamo tudi klinične študije, ki potekajo na Kitajskem, tako z mezenhimskimi stromalnimi celicami, tako s plazmo, kot z interferonom in različnimi drugimi protivirusnimi zdravili. Zaenkrat ni še nobenih rezultatov teh študij, razen pač za lopinavir, ritonavir, ki je bila pa nedavno objavljena.